kakšne so novosti vašega predloga spremembe cestno-prometnega zakona o cestno-prometni varnosti? V prvi vrsti predlagamo vladi, da naj prepove hitrostno omejitev za vožnjo po avtocestah na 130 km/h po vzoru Nemčije. Dejstvo je, da ceste so vedno boljše, signalizacija je vedno boljša, avtomobili so vedno boljši, mi pa imamo na avtocestah omejitve včasih celo 80, celo 60 km/h, kar je popolni nesmisel. Ta hitrost na avtocesti ne jemlje življenj. Kot vidimo iz statistike, se hude prometne nesreče praviloma dogajajo na vzporednih regionalnih cestah, kjer pa je dovoljena hitrost 90 km/h. Druga stvar je, da smo proti temu, da se oduzamejo vozniška dovoljenja kar tako. Konec koncev je Ustavno sodišče 29. maja letošnje leto izdalo odločbo, da gre za kršenje temeljnih človekovih pravic in da se tega ne sme več izvajati. Naslednja stvar je tudi, da smo proti 238b členu zakona o varnosti v cestnem prometu, ki dovoljuje, da policaj nekoga po lastnem premisleku zapre 6 do 12 ur, tako imenovani iztreznitveni pripor. To gre za eklatantno kršenje človekovih pravic, ki je pravzaprav odraz neke policijske države, neke presije, neke grozljivega dovoljevanja, da policaji po svojem premisleku delajo z ljudmi, kar hočejo, in tukaj smo proti temu. Ravno tako tudi smo proti temu, da bi se v takem načinu, kot do zdaj, uporabljal 235. člen zakona, ko se lahko odvzame vozniško dovoljenje za vse kategorije. Recimo primer, nekdo, ki naredi prekršek z mopedom, se mu vzame tudi kategorija profesionalnega voznika oziroma voznika kamiona, osebnega avtomobila in karkoli. Pa vendar vemo, da je potrebno za motorno kolo posebej delati izpit, za motor posebej, za osebni avto posebej, za tovornjak posebej, in če hočeš tovornjaka voziti, moraš najprej imeti tudi licenco, za avtobus posebej pa moraš biti najprej 3 leta voznik tovornjaka. Naš zakon pa dovoljuje, da če te dobijo na mopedu, narediš prekršek, da ta prekršek velja za vse kategorije. Tudi tukaj gre za eklatantno kršenje človekovih pravic. In na koncu tudi predlagamo, da se znižajo kazni in pa točke po novem zakonu približno na polovico. Dejstvo je, da glede na to, da imamo najvišje kazni v Evropi in pa prekleto nižje plače, kot so v Evropi, mislim, da bo to preveč udarilo po socialnem staležu in da bo prizadelo ljudi v svojem življenju. Dejstvo je, da tudi takšna kaznovalna politika ne vodi nikamor. Statistika že do zdaj kaže, da se število smrtnih žrtev pravzaprav ni zmanjšalo in da bi bilo bolj pametno, da bi policija nazaj uvedla tisti svoj, bi rekel, organ preventive, ki bi skrbel za učenje in pa razsvetlitev mladega rodu na tem področju, ne pa, da hoče nabirati denar za državni proračun in pa posredno izvajati tudi represijo nad ljudmi z policijskimi metodami. Mislim, to so zdaj povedali ste razen omejitve hitrosti, vse negativne, ali pa bomo rekel, ko jih navadni vozniki doživljamo kot negativne strani novega zakona o cestno-prometnem predpisu. Ali je to tako? Mislim, bolj predvolilna fora ali? Ne gre za predvolilno foro. Dejstvo je, da mi predlagamo vladi, da to stori, kajti samo vlada lahko to naredi zdaj z hitrim postopkom. Nihče drug ne more hitrega postopka uvesti. Skrajšani postopek je nemogoč zaradi tega, ker je potrebno dobiti dovoljenje kolegija predsednika državnega zbora. Za sam zakon je pa zdaj trenutno premalo časa, vendar pa bo Slovenska nacionalna stranka to takoj po vstopu v novi mandat storila in vložila zakon o spremembi zakona. Pa rečemo, odkar veljata novi zakon o cestno-prometni varnosti oziroma cestnem prometu, me zanima, ste opazili kakšno drugačno pri voznikih, kakšne spremembe, se bolj držijo pravil, manj, vpliva karkoli na to? V subjektivno mislim? Ne, po moje ne vpliva nič. Če pogledamo na križiščih, se vozi skozi rumeno oziroma že skoraj skozi rdečo luč, izsiljuje se,
Policajev tako ali tako ni nikjer, razen tam, kjer nabirajo denar pri kakšnih hitrostih. Nisem še videl policajev, da bi merili hitrost na kakšnih nevarnih ovinkih, vendar zmeri merijo hitrost na ravnem, kjer je preglednost velika, kjer je vožnja enostavna. To je čisti dokaz, da v bistvu nabirajo samo denar in nič drugega. Tudi objestnost določenih voznikov se ni zmanjšala in mislim, da ne bo to prineslo nič dobrega. Bistveno slabše razmere. Po cestah v mestu se vozi bistveno počasneje. Ljudje raje vozijo 40 na mesto 50, da ne bi šli 1 km na uro hitreje, ker bi jih policaji ustavili. Na ta način delajo gneče, nervozo in vse skupaj. Pa mogoče imate kakšne informacije, a komandiri policijskih postaj še dobijo direktivo, koliko morajo na teden, na mesec pobrati denarja od kazni cestnoprometnih? Informacije nimam, vendar po moje prepričan sem, da jim ministrstvo določi najnižjo vsoto, ki jo morajo vsak teden dati v državni proračun.